Edvard Kocbek, Ariadna. Zemlja nam je zemljepis, atlas, s podatki točno izmerjenimi in po Greenwichu izračunanimi. En sam red naperjen zoper nemir in skrivnost. Takšne so knjige znanja, zbirke spretnosti. In še vedno si vtakneš novo v žep za izlet v Rim, ali v Moskvo, ali v Nepal, ali k Čadu na pol litra. In življenje samo nam je postalo znanost, zgodovina o znanem, leksikon od Betlehema nazaj in naprej, muzej ukročenega časa, udobna katastrofa, cirkus, v letale predelana apokalipsa, v tablete zmleti kralji, krivoverci, blazni pesniki, uporniki, same varne ograje okoli človeka ujetega v jazu. Vedno strašnejša šola z znanostjo namirijo tesnobo in za zagovori uma nam zaklinjajo deviško skrivnost in govorijo: znanje je red in red je zakon in zakon je neusmiljeni ukaz in vse je pojasnljivo, razloženo. Nič ni pozabljenega in prepuščenega naključju. Letine predvidene bolezni ugnane, vojne ukinjene. In vselej, ko so nas skušale zagugati sončne pege, ali ste nas zamajala dih angela ali dovtip demona, je najpametnejši med nami iztegnil roko po koordinatah ali vzporedniku in se oprijel definicije, sistema ali dokaza. Razlaga je pomagala, kakor tetin lipov čaj, in dvomi so postali smešni, kakor osramočeni klovni. Potem pa je nenadoma nastal vihar, ki ga ni v knjigah. In red se je zrušil, kakor hiša iz kart, in nas vrgal v grozo prvega dne in v slepoto poslednjih jeclan. Med razdivjanimi prvinami smo zavekali pretresljivo, kakor dojenčki, ki planejo krati v obupan jok in se jim posmehujejo nagonsko mlade živali. In šele, ko nas je vse zapustilo in osramotilo, smo se prebudili nekega jutra in zadivjali v prostost in se začeli vračati v prastare kozmične dimenzije. Zatipali smo neznanske meje neugnane biti in odkrili pozabljeno abecedo tetoviranih plemen. Slepilna zarja tisočletne slave je tiho ugasnila. In tako se začenjamo reševati znova pri tleh. V pragozdovih odkrivamo strah in pogum in spretnost. Preizkušamo tišino in prve glasove z zlogi. Tulimo, lajamo, kričimo in molčimo resnice prvih ljudi. Silnih in skladnih, besnih in zamaknjenih, in se z grozo spominjamo svojih nepredelanih sanj. In glejte, šele zdaj postajamo, kar nam je namenjeno.
Premagati moramo Minotaura, pol človeka, pol bika in se oprijeti Ariadninega klopčiča, da bomo odvili njegovo nit in prišli iz blodnjaka na svetlo in spoznali, kje je zgoraj in kje je spodaj, kdaj včeraj in kdaj jutri, kaj je dobro in kaj zlo in kaj 8. dan ustvarjenja.